Pozdravljeni, to je pa še domača naloga od zadnjič, pa bomo šli kar po vrsti. Najprej 151a. Dana je premica, y je 3x minus 4 in zanima nas, ali na njej leži točka A, 2, 2. To preverimo tako, da namesto x-a ustavimo prvo koordinato in če bomo dobili rezultat y drugo koordinato, se pravi, če bo prišel rezultat 2, potem bo ležala. Če pride katerakoli druga, bo pa ne. Tako, se pravi, namesto x-a bomo zdaj ustavili dvojko, 3 krat 2 minus 4, to je 6 minus 4, je 2. Tako, se pravi, ustavili smo tole dvojko, za rezultat smo dobili pa tole dvojko. In ker sta ti dvojki enaki, potem leži. Okay. Naslednja naloga je 153a. Imamo pa, premica je y je minus 3x plus 5. Določi točko z absciso 2. Abscisa je x koordinata, se pravi, mi vemo, da je x enako 2. Za točko potrebujemo x pa y. Ker vemo, da je x2, moramo še zaračunati y. Namesto x-a bomo ustavili dvojko. Y je potem minus 6 plus 5 je minus 1. Se pravi, katera točka zdaj leži na tej premici? Abscisa je 2, ordinata pa minus 1. Ok, kar dobro nam gre. Gremo naslednja. 154a. Imamo premico, y je 1 polovica x minus 1. Določi točko z ordinato. Ordinata 1. Ordinata je pa y koordinata, se pravi, y je 1. Tu noter bomo zdaj ustavili v izraz y je 1. 1 je 1 polovica x minus 1. Treba je določiti x. Mogoče obrnemo enačbo, ko smo bolj navajeni, da imamo na levi strani vse skupaj. Tole prestavimo na drugo stran enačbe, se pravi, dobimo 1 polovica x je 1 plus 1. 1 polovica x je 2. Mi se moramo še zdaj tega ulomka znebiti, zato pomnožimo na obeh stranih z 2 in dobimo x je 4. Pravi, točka, na kateri, ki ima ordinato 1, pa leži na tej premici, je 4, 1. Zdaj, včasih se zgodi, da se kdaj pa kdaj malo zmotimo, ne? Postopek bo gotovo pravi. Če ne, pa tako imate še v zadnji rešitve, v alfi pa si preverite, če slučajno se vam zdi, da kaj ne bo štimal. 155a, kje seka dana premica koordinatni osi. Kjer smo, aha, a. Ok. Y je 3x minus 12, se pravi, kje seka koordinatni osi. Zdaj, če bi si na hitrico skicirali, če imamo takle x pa y os, pa eno premico, dve točki dobimo. Tole je ničla, tole je pa začetna vrednost. In te točki dobimo na dva načina. Najprej bomo ničlo. Ničla je vedno tam, kjer seka x os, to pomeni, da mora biti y koordinata v tem primeru nič. Kako dobimo zdaj pa x za ničlo? Ja, preprosto ustavimo nič je 3x minus 12, se pravi, namesto y ustavimo nič. Zdaj pa x je na eno stran,
pa delimo z -3 še, ne, pa dobimo x je 4. Se pravi, ničla oziroma presek z x-osjo je zdaj 4, nič. To bi bilo zdaj tukaj, ne, 1, 2, 3, 4. Tule bi bila naša ničla. Okej. Zdaj pa še začetna vrednost. Tukaj pa, če pogledamo, je pa x koordinata nič, y bo pa poljubna. Se pravi, začetna vrednost x je nič in namesto vsakega x-a vstavimo nič. In dobimo na y -12. Se pravi, neka začetna vrednost nič -12. To bi bilo v našem primeru tu precej nižje dol, ne vem, -12. In naša premica bi nekako takole potekala. Okej. Če vam kaj ni jasno, lahko vprašate vedno na Teamse, ne. Samo povejte, katera naloga je, da mi ne bo treba preveč iskati. Naslednja je pa 156a. Mogoče bi bilo dobro, da si jaz tole malo odkljukam, da se ne bom izgubila. 156a. Treba je zapisati enačbo premice, ki ima smerni koeficient je 4, pa točka T 2, 3. Torej, ena izmed oblik premice, ki jo poznamo, je y je k krat x plus n. In če želimo povedati, kakšna premica je to, potem rabimo, koliko je k in koliko je n. Koliko je k, že poznamo, zdaj pa potrebujemo še n. Za n smo rekli, je takale formula y1 minus k krat x1, ki bi pa zdaj dobili y1 pa x1, to pa iz točke, ne, tista, ki nam je še ostala iz podatkov. y1 je v tem primeru 3, k je v tem primeru 4, x1 je 2 in dobimo 3 minus 8 je minus 5. Zdaj imamo dve stvari, ki jih potrebujemo za določitev premice, to je smerni koeficient in pa začetna vrednost. In naša rešitev je y je 4 krat x minus 5. Tako. Okej. Lahko še tole odkljukamo, ne? In gremo naprej. 158a. Da vidimo, kaj pa ta pravi. Zapiši enačbo premice, ki seka ordinatno os pri y n in gre skozi točko T. Se pravi, imamo n je minus 2 in pa T je 1, 2. Treba je zapisati enačbo premice. Enačba premice, smo rekli, je takle y je k krat x plus n. To je eksplicitna oblika premice. In kako je zdaj zapisati? Da bi mi lahko zapisali premico, rabimo k, pa rabimo n. N že imamo. Zdaj pa, to je tale podatek, zdaj pa lahko uporabimo še tole. Tale točka leži na premici. To pomeni, ko bo x 1, bo y 2 in ta točka bo zadostovala pogojem te premice. To pomeni, zdaj najboljše, da kar vse ustavimo, pa da vidimo, kaj lahko najdemo, ne. Y je 2, k ne poznamo, x je 1, pa n je minus 2. Lahko napišete tudi plus oklepaj minus 2, pa potem odpravite. To je zdaj 2 je, k minus 2. K krat 1 pomeni isto kot en k, ne, k minus 2. In zdaj, da dobimo k, damo še dvojko na to stran, se pravi 2 plus 2 je k, 4 je k. In zdaj imamo dve stvari, ki jih potrebujemo, da zapišemo enačbo premice. Y je 4 krat x minus 2. To je enačba premice, ne? Ko smo zdaj izračunali, nas smo imeli pa že od prej. Tako. Zdaj pa še ena stvar, ki jo moramo narediti. Zdaj, če želimo povedati, kakšna premica je to, potem rabimo, koliko je k, in koliko je n. Koliko je k, že poznamo,
Gremo naprej. Sto dvainsedemdeset A. Je pa dana je premica 2x minus 3y plus 4 je nič. Zanima nas, ali na tej premici leži točka A2, 1. Zdaj, če točka leži na premici, to pomeni, da se morata x pa y ujemati s to enačbo. Mi lahko zaustavimo x noter pa y in če dobimo neko smiselno je enako, potem točka leži, če pa ne, potem pa ne leži. Ali pa lahko tako, kot smo prej, ustavimo samo x, izračunamo y in če je enak temu y, potem to drži. Mi bomo zdaj kar vse noter ustavili, pa da vidimo, kaj bo. Se pravi 2 krat, tole x, 2, minus 3 krat, tole bo namesto y, 1, plus 4 je nič. In dobimo 4 minus 3 plus 4 je nič. To je 1 plus 4 je nič. 5 je nič. Tole ne drži. Se pravi, ta točka ne leži. Okay. Tole smo. Gremo na 173. 173 je pa Določi neznano koordinate točke T, ki leži na tejle premici. 3x plus 4y plus 12 je nič. Imamo pa takle točko T, x vejica 3. Se pravi, mi moramo določiti tole x koordinato, da bo ležala na tej premici. Ta je x, ta pa seveda y. Ustavimo noter v premico in izračunamo x. 3 krat x plus 4 krat 3 plus 12 je nič. 3x plus 12 plus 12 je nič. 3x plus 24 je nič. 3x je minus 24, ker je tukaj krat 3. Delimo s 3. X je minus 8. Torej, katera točka leži? Minus 3, minus 8 pa 3. Tole je točka, ki leži na tej premici. Ok. Takole, tole smo, ne? Imaš 174. 174 A. Imamo 2x plus y plus 1 je nič. Treba jo je narisati. Takole. Pa jo narišemo. Za risanje premice je najboljša ona oblika eksplicitna, ne? To pomeni, da je tale y na eni strani, ta y je k krat x plus n. Zato dajmo y pustiti na tej strani, vse ostalo dajmo pa na drugo stran. Minus 1. To premico je treba zdaj narisati, ponavadi smo jo kar s tabelo. X pa y. Za x lahko izberemo katerokoli vrednost, se pravi nič pa 1. Zdaj pa najprej damo x je nič, minus 2 krat nič je nič, pa minus 1 je minus 1, potem damo še pa 1, minus 2 krat 1 je minus 2, pa še minus 1 je minus 3. Dobimo dve točke, ki jih narišemo v koordinatni sistem. Takle, evo imamo koordinatni sistem. Zdaj pa narišemo te dve točke. Prva točka bo nič pa minus 1. Pravi nič levo pa desno, pa dol za minus 1. To je tole. Druga je pa 1 minus 3. To pomeni 1 v desno, pa dol za
3 tole in naša premica poteka skozi ti dve točki. Ta premica pada. Mogoče še določimo, koliko sta k pa n. K je -2, n je -1, ker je k negativen pada, oziroma ker če pogledamo graf iz leve proti desne, ne, v to smer, se spuščamo dol, se lahko spustimo dol. Dobro. Takole. Zdaj pa imamo 175a. 175a. Zapiši enačbo premice v eksplicitni obliki. Imamo pa 2x plus y minus 4 je nič. To je v implicitni obliki. V eksplicitna oblika je tak, y je k krat x plus n. To pomeni, y je na eni strani, vse ostalo pa na drugi. In zdaj moramo mi iz te enačbe narediti tako, da bo y na eni strani, vse ostalo pa na drugi. Y pustimo na tej strani, 2x damo na to stran enačbe, je minus 2x, minus 4 damo na to stran, je plus 4. Evo, končano. 176d. 176d. Zapiši v implicitni obliki, y je minus 3x plus 4. Implicitna oblika je takale, ax plus by plus c je nič. To pomeni, vse damo na eno stran. Pa najlepše je, če zložite po vrsti, ne bom pa zdaj to zahtevala na nujno. Se pravi, najprej x-e, to smo dali na to stran. Y je že na tej strani, plus y, pa minus 4 je nič. Tako. Ne? Imamo zdaj, a bi bil 3, b je 1, pa c je minus 4, če bi jih mogli določiti. Iz tega, ne? To je. Zdaj to. Kaj pa je h primer? H primer, bomo še h primer, čeprav je zelo podobno v bistvu. Mogoče, če so ulomki, pa se vam zdi, da je težji, pa ni, ne. Se pravi, y je 2/3 x minus 5/6. Spet, implicitna oblika je takale, ax plus by plus c je nič. To pomeni vse na eno stran, pa znebiti se ulomkov. Zdaj bomo najprej znebili ulomkov. Skupni imenovalec med 3 pa med 6 je 6. Dobimo 6y je 3 pa 6 se pokrajša. 2 krat 2 je 4x minus 5. Tako, če kdo še ne zna tega narediti, potem naj si pogleda nazaj, kako smo to naredili na obeh straneh enačbe, ne. Zdaj pa imamo minus 4x plus 6y plus 5 je nič. In to je zdaj naša eksplicitna oblika. Tako. Gremo naprej. 177a. Zapiši implicitne oblike enačbe premice, ki poteka skozi točki a1, 1 pa b 3, 7. Se pravi a1, 1 pa b 3, 7. Treba je zapisati implicitno obliko. Zdaj pa mi znamo v bistvu zračunati enačbo premice skozi dve točke, ko imamo v eksplicitni obliki, ne, tako smo se učili. Zato bomo najprej zapisali v eksplicitni obliki, pa potem se skupaj dali v implicitno obliko. Da lahko zračunamo, rabimo k pa n. K smo rekli, da je po formuli y2 minus y1 ulomljeno z x2 minus x1. K je, spet, da se ne zmotite, ne, kar se je meni kar dogajalo v teh videih, je najboljše, da si označite. Se pravi, imamo zdaj y2 je 7 minus 1 ulomljeno z 3 minus 1, to je zdaj 6
polovic je 3. Se pravi, k je 3. Zdaj pa še n. No smo pa rekli, je pa y1 minus k krat x1. N je pa zdaj 1 minus 3 krat 1. To je 1 minus 3 je minus 2. Se pravi, naša eksplicitna oblika je je 3x minus 2. Zdaj pa v implicitno, pa zdaj to tako, da vse na drugo stran prestavimo, ne? Tako je implicitna je ax plus by plus c je nič. Se pravi, vse moramo dati na levo stran enačbe. To je minus 3x plus y ostane plus 2 je nič. Če kdo je dobil drugačne znake, na primer 3x minus y pa minus 2 bi tudi bilo v redu. Je tudi prava rešitev. Takole. Dajmo si še kljukico na 77a. Pobrišemo. Ja, reditelj mi bo kar dolžen neki osluk, glede na to, koliko brišem tablo, ne? Se vam ne zdi? Tako, zdaj pa gremo k 178b. Določi smerni koeficient premice 2x plus y minus 7 je nič. Zdaj, smerni koeficient v bistvu dobimo v eksplicitni obliki. Y je k krat x plus n. Tole moramo zdaj prestaviti v eksplicitno obliko. To pomeni y izrazimo. Y je minus 2x plus 7. In zdaj koeficient je tista številka, ki je pred x-om. Tale. Koeficient je zdaj minus 2. Iz koeficienta bi ugotovili, da pada. Ok, gremo naprej. 179a. Ali sta dani premici vzporedni? 2x minus y plus 4 je nič. In pa 2x plus y plus 5 je nič. Ali sta vzporedni? Kako bi to zdaj videli? Smerni koeficient je tisti, ki nam določa, kakšno smer bo zavzela premica, ali bo padala, ali bo rastla, ali bo sem tak. Se pravi, k je odvisen. In zdaj premici sta vzporedni, kadar sta koeficienta enaka. Mislim, da smo si že to napisali, če si nismo, si pa še napišite z rdečo, ne? Se pravi, premici sta vzporedni, ko sta k1 enako k2. Ok. Zdaj pa mi rabimo dobiti koeficient. Koeficient bomo najprej dobili iz tele. Bom to pisala z rdečo. Koeficient dobimo tako, da izrazimo y. Y bom dala na to stran. Se pravi, 2x plus 4 je y. Če vam je lažje, lahko obrnemo. Y je 2x plus 4. In koeficient tukaj je 2. Okay. Zdaj pa še iz druge premice določimo koeficient. Spet je treba dati v eksplicitno obliko. Y bom pustila na tej strani, vse ostalo pa na drugo. Minus 2x minus 5. In koeficient pri tej premici je minus 2. Zdaj pa tale dva nista enaka, zato nista vzporedni. Če bi pa bile enake številke, potem pa sta vzporedni. Takole. Zdaj pa imamo 183a. Zapiši odsekovno obliko enačbe premice, ki na koordinatnih oseh odreže oseka m os x in n os y. Premico tudi nariši. Se pravi, m v našem primeru je 2, n je 3. Oblika odsekovne premice je takale. X ulomljeno z m plus y ulomljeno z n je 1. Kako zdaj prepisati za naš primer? Tele vstavimo, ne? X ulomljeno z 2 plus y ulomljeno z 3 je 1. To je to. Nič druga.
takole. Zdaj pa še narišemo. Boste videli, da risati je pa tudi super te premice odsekovne. V bistvu to je največji pomen tega je, da se res z lahkoto nariše premica. Ostalo je pa malo zoprno, ne, v teh ulomkih pa to. Drugače pa za risanje idealno. Glejte, tale številka pove pri odsekovni, kje na x osi označimo, ne. Se pravi na dvojki. Tale pove, kje označimo na y osi. In potem preprosto ti dve točki povežemo. In imamo našo premico, ne. To je to. Tako. Zdaj pa še, katero še imamo zdaj? 184a. Ne bomo rabili risati. Pa si pa kar odstranimo tole. 184a. Zapiši odsekovno obliko enačbe premice, ki poteka skozi točki A 7 nič in B nič 3. Lahko bi se lotili tega tako, da bi enačbo premice izračunala, ne. Y je k krat x plus n, ke imamo tisti y2 minus y1, pa tako naprej. Lažja oblika je pa tale, če opazimo, kaj se zgodi pri temle, ne. Če bi te točki orisali na koordinatni sistem, no, pa ga bomo vseeno še malo porabili, ne. Upam, da bo dovolj. Se pravi, če bi točko A orisali na koordinatni sistem, je 7 nič. Se pravi 7 v desno, pa nič gor in dol, ne. Se pravi tule. Tule bi bila naša točka A. In to vidimo, da je odsek x os. Tale nič 3 pa pomeni nič levo pa desno, pa gor za 3. Ta pa je odsek na y osi. In zato lahko to enačbo zapišemo takole, ne. Tole je osnovna oblika. Tam, kjer seka x os pri 7, damo 7-ko. Tam, kjer seka y os pri 3, damo 3-ko. Okej. To je to. B boste znali, ne. Zdaj pa gremo še na 187a. 187a. Imamo eno sliko premice. Pa je treba zapisati njeno enačbo. Slika je pa takale, ne. Če bi pogledali, tukajle na 3 seče, tukajle pa na 2 in potem gre premica takole skozi, precej podobno je kot tista prej. In zdaj je treba enačbo tele premice zapisati. Ker imamo znane tele odseke, lahko preberemo, ne. Zdaj, na dva načina se lahko lotite. Ta točka A, kjer seka, ta je nič 3. Tale, kjer seka, je pa B 2 nič. Imate dve točki in enačbo premice lahko zapišete takoj, ko imate dve točki po tistih enačbah y2, y1 pa tako naprej, ne. Ampak, ker pa sta to ravno odseka na x pa y osi, lahko to naredimo z odsekovno, ne. To je x ulomljeno z n plus y ulomljeno z n je 1. Namesto m-ja bomo v našem primeru dali dvojko, plus je to, kljub temu, da izgleda kot packa, y je pa 3. To je 1 cela. Zdaj, če bi hoteli dobiti pa navadno enačbo, se pravi tisto eksplicitno, ki smo vajeni, bi pa tole pomnožili z skupnim imenovalcem, kar je 6, se pravi bi dobili 3x plus 2y je 6. Kako se tole množi, se že morate zdaj malo hitreje znajti. Zdaj pa 2y pustimo na tej strani, tu dobimo minus 3x plus 6, ker rabimo samo y, delimo z 2, pa dobimo y je minus 3 polovice x plus 3 cele. In to je potem naša enačba. Lahko bi šli pa seveda s tistim, ne,
pa B točko imamo, pa bi rekli, K je y2 minus y1 lomljeno z x2 minus x1, pa N je pa tako naprej, ne. Tako, to bi lahko naredili. Ampak mislim, da je tole veliko bolj elegantno in tudi priznano, ne. Lahko bi se tu ustavili in je to sta dva koraka. Medtem ko tule bi se pa kar precej nadelali. Pa še pri teh nalogih se radi zmotimo, predvsem jaz. Tako da, to je to.